če veliko goniš, je treba veliko jesti. Tole je res dobro. Če hočete, da je še malo boljš, si čez posujte še malo tegale cimeta. Zakon. Takole, zdaj pa malo lažje. Dobro jutro. Kakor ste že v naslovu videa videli, pa zdajle v štartu, bo danes tema pogovora več ali manj prehrana amaterskega kolesarja. Zdaj sploh v štartu zna biti zadeva malo zakomplicirana. Kaj jest, kako jest, kdaj jest, je kar kompliciran. Sam, če so osnove take, ki morajo biti, je narejenega 80% dela, da se nam kdo strašil. Ampak nič hudega bomo danes malo o tem govorili, ker je pa zadeva zelo pomembna. Če hočeš, da si na kolesu močen, čim bolj efektiven, pa da se dobro regeneriraš po vožnji, je prehrana pomembna. Bomo danes malo o tem. Je pa en lušten dan, sonce sije, toplo bo, pa v Škofji Loki se dobim z enim mojstrom prehrane nasploh. Tako da bova danes o tem govorila in komi čakam. Jernej Ogrin. Jaz sem prepričan, da ga poznate. Sploh na Instagramu ima ogromno bazo sledilcev, pa več ali manj redno, skozi objavlja razne fore pa nasvete za prehranjevanje. Jaz mislim, da je res faca, zato ker ve, kva dela, pa ni eden izmed tistih, ki bo rekel, popi 5 litrov rdeče pese, laufajo okrog drevesa, usperi urnega kazalca, pa boš čez en teden 10 kg lažji. Ne, je človek, ki je realen, ve, kva dela, spodbuja predvsem uravnoteženo prehrano, pa to, da bi imeli vsi spedirane osnove, kar je pa po mojem tudi najbolj pomemben. Tako da zdaj tudi sam začel veliko kolesariti in me prav veseli, da greva danes res na eno furo skupaj, pa da eno rečeva tudi o prehrani kolesarjev. To, kar je pomemben. Zdaj moram pa naštimati vse za furo, tudi prehrano. A si predstavljaš, da bi bonknil danes, ko bo to tema pogovora? To bi bilo smešno. Takole, pripravljen. Kaj bom vzel s sabo na kolo? Se pravi, 2 bidona ogljikovih hidratov, noter imate vsak po 90 gramov hidratov. Vreča Haribojev. Hariboji so kolesarjevi najboljši prijatelji, bi lahko rekel. Imajo tudi 90 gramov hidratov, pa 2 gela, takale čup. Vsak po 45 gramov hidratov. Zdaj, če bo vse prav, bom zunaj tam 4 urce in naračunal sem, da bi imel 90 gramov hidratov na uro, kar bo čez glavo, zato ker tudi ne bo preveč intenzivno. Sploh zdaj v štartu bom 2 ure vozil bolj cono 2, da pridem do Škofje Loke, tam bova z Jernejem snemala. Pol, ko zaključimo, bom pa jaz naredil še par intervalčkov. Tako da, 90 gramov hidratov na uro ciljam. Mogoče bom kakšno uro dal vzun, ampak se pravim, ne bo to toliko intenzivno, da bi rabil kaj več. Bo tole čez glavo. Zdaj pa šibajmo. Ja, takole, en tak lušten pomladen dan je. Toplo je, en minus zame je. Zdaj se je začel ta cveten prah. Jaz sem alergičen, itak. 2-3 tedne zdaj bom malo smrkal, ampak še vse glih ni tako hudo, no, da ne bi mogel iti ven. Sploh pa kaj takole lepo, res. Se splača malo potrpeti.
pa še tablet sem vzel. Če ne z leti, pa s tableti pravijo. O tem govorim. Zdaj grem pa v Škofjo Loko, tam se dobim z Jernejem, pa eno rečemo. Seka na kvadrat, evo. Takole, jaz sem z Jernejem, nekaj sem že povedal, s čim se ukvarja, pa kdo je, ampak mislim, da se bo sam bolj predstavil, tako da nekaj povedal. Ja, evo, jaz sem Jernej, po izobrazbi sem prehranski strokovnjak. Do zdaj sem delal večinoma samo z ljudmi, ki želijo telesno maso izgubiti, pa sem pa začel kolesariti, me je pa začela ful zanimati, še športna prehrana. Tako da sem se zdaj še malo v to vrgel, ampak drugače pa rekreativni kolesar, kolesarem za užitek. To je to. Top shit. Daj mi nekaj povej, kaj to sem zdaj videl, da mislim, nekaj časa kolesaraš, si rekel 3 sezone. Tole je zdaj začetek tretje, ja. Tretje. Kaj te je potegnilo noter? Kakšen je bil začetek? Jaz sem po moje eden unih, ki je spremljal kolesarstvo po televiziji, pa je pa začel harati Roglič, pa je začel harati Pogačar, pa sem rekel, ok, jaz bi pa isto probal. Ker zgleda zabavno, pa ker nikoli nisem nobenega takega športa delal. Zmeri sem fitness, pa nič kardija. Tako da je bil to pol znak, evo, treba bo nekaj narediti. In to je bil super začetek. Mislim, da so tili fantje, Pogi, Mohorič, Roglič naredili kar en velik del za naš zdravje, bi lahko rekel po moje. Veliko uslugo, ja. Veliko uslugo, tako. Kolesarstvo je kar eksplodiral, kar naenkrat. Pa po koroni se mi zdi, no, tudi, da je takrat šlo zelo veliko ljudi na to. Ja. Cool. Greva pa na Naceta, evo. Ta lušten vzpon, ne prestrm, da lahko še kaj zraven govoriva. Če ne pa videla, kdo bo bolj supihal. En cajt en, en cajt drug. Kaj je bila tvoja največja napaka v štartu, ko si začel kolesariti? Ker mislim, da zna biti, da je od vseh zelo podobno. Ja, v prehrani verjetno, ne? Ja, v prehrani. To, da poceniš, koliko moraš pojesti. Da se ne zavedaš, koliko tvoj telo, kadar ga fejst goniš, pokuri energije. In to sploh energije, ki pride iz ogljikovih hidratov. In tukaj je tista glavna razlika, ne? Če ti cel dan sediš na kavču, ne rabiš veliko ogljikovih hidratov. Midva zdajle ne sediva na kavču. Točno tako. Še 2 uri ne bova, a pa 3. Tako da, če veliko goniš, je treba veliko jesti. Če ne ješ, bankneš. No, to sem hotel omeniti. To je bila na primer moja izkušnja na začetku. Hotel sem majčkeno shujšati s kolesom na začetku. In valjda, v bidone voda, v žepe nič, pa gasa v klanc. To daleč ne prideš. No. Lahko probaš, ampak ne gre. Tako da prehrana na kolesu je ena pomembna zadeva. In sploh pa, kot je Jernej rekel, ogljikovi hidrati. To, kar velikokrat slišimo, ogljikovi hidrati so za nič. Ja, pa redijo, ne? Pa redijo, seveda. Mene ful me to všeč pri tebi, ko govoriš, da ni slabe hrane. To se mi zdi ena taka res cool stvar, ki jo poudarjaš. Da v bistvu se moramo naučiti, kdaj je katera hrana bolj primerna za nas. In to mi je ful dobro. Je pa tako, ne? Ljudje zdaj mislijo, aha, bom zdaj pojedel en gel in bom namest 250 vatov, ker naenkrat lahko vrtel 280 vatov. Ja, Pogi power. Ne deluje tako. Sploh ne deluje tako, ampak ti pa lahko prehrana, ki je pošlihtana za na kolo, omogoči, da boš več treningov težkih naredil do konca in tako boš ti postal močnejši. Ne pa tako, da boš več pojedel. Torej, a veš, ni gel, raketni pogon. Tako. Pa tudi po je v bistvu regeneracija po samo kolesarjenju. Ja, regeneracija, ali pa tako.
Na splošno celo prehrano je treba gledati. No. Ljudje velikokrat začnejo jesti gele, piti izotonike, torej skrbeti za prehrano vmes, ko so na kolesu, ampak nič ne gledajo na to, kaj pojejo prej, pa kaj pojejo pol. In to vse skupaj, če imaš vse približno narejeno, itak najbolj funkcionira. Saj kot treninga, ne. Ti lahko delaš samo VO2 max intervale. Ja, Če nimaš baze, odpadeš. boš po goru. Ja, in na celota mora biti, tako kot pri vseh drugih zadevah. Res je. Zdaj to se sliši mogoče ful zakompliciran, pa da je zelo veliko dela, ampak ni. Sam če so osnove take, ki morajo biti, je narejenega 80% dela. Tako da se da z majhnimi spremembami narediti res veliko. Da se nam kdo strašil. Ne, lej, vse, kar ti en razloži, ja, se da pol. Sam videti moraš osnove. To bo pa v bistvu tudi zdaj ta tvoj tečaj, a ne? Tako. A boš malo več od tega tudi povedal? Ja, lahko. Torej, naredil sem spletni tečaj za prehrano rekreativnih kolesarjev, kjer je govora lih o tem, kaj jesti pred tem, ko greš na kolo, vmes na kolesu in kaj jesti potem, ko prideš domov, da se dobro regeneriraš, da lahko treninge narediš do konca in da potem posredno postaneš boljši kolesar. Zdaj, če ni tvoj cilj postati ful neki odličen kolesar, kar moj ni, recimo, ti pa ta tečaj lahko pomaga vsaj pri tem, da se dobro počutiš. A veš, da nisi vsakič, ko prideš domov z kolesa, ubit, kad da te je neki povozil kot cuna, a ne? Ker moraš iti jutri na šiht. Ja, imaš pač še druge obveznosti, ni samo to, ja. Ne prideš domov pa noge v luft in to je to. Tako. In ja, prehrana lahko pri tem pomaga itak. Se pravi, bova zrihtala kaj za naše gledalce, kakšen link, kakšno kodo. Bova. Best. Vsi, ki tole gledate, bom že zrihtal kodico. A zdaj 10 lahko rečeva, ne? Lahko komod. Za malo ugodnejši nakup. Tako da upam, da vam pride prav. The best. Jaz res mislim, da je cool, da je eden, ki tudi za tiste amaterske kolesarje, ki niso glih na prvih mestih, pa ki nas je veliko, več nas je takih, razumeš. In je cool, da se to dela. To je to, bomo zrihtali. Evo ga, nace. Prispeli ste na cilj. Brez bonkanja. Brez bonkanja. Tole. Pa so dinace, evo. Zdaj bo pa Jernej povedal ene par primerov, kako s prehrano na dan, kva rečeva, 2 urne cone 2 recimo. Ja, nek tak srednje intenziven, recimo, trening, no. Ok. Tako, ful si je prehrano fajn predstavljati tisto, kaj jemo pred treningom, pa tisto, kaj jemo vmes, pa tisto, kaj jemo pol. To so neke take 3 glavne faze. Zdaj, v vseh 3 bojo nekako glavno vlogo igrali ogljikovi hidrati. Ne, da bomo jedli samo njih, ampak na njih bo največji poudarek ponavadi, no. Bolj, kaj je trening intenziven, več jih je treba pojesti in prej, in vmes, in pol. Lažje, kot je, manj je treba s to količino, bom rekel, pretiravati. Zdaj, kako bi se jaz lotil enega takega treninga za nekega povprečnega rekreativca? Ne treninga, ampak prehrane pred takim treningom. Prej, tam ene 2 do 4 ure prej, bi pojedel tam okoli 2 grama hidratov na kilo telesne mase. Jaz imam 75 kg plus minus, torej 150 gramov hidratov. Zraven nekaj beljakovin, neko meso, ribe, lahko jajca, lahko tofu, če kdo ne je mesa, kakorkoli. Tam ene 30 gramov beljakovin, no, pa z nekaj zelenjave, da imamo nek tako uravnotežen obrok. No. Prav, to sem hotel reči, že je v bistvu uravnotežen, ampak v spredju so pa še vse hidrati. Še zmer hidrati, največja porcija hidrati, pa bližje, kot gre obrok treningu, manj moraš neke zelenjave, pa maščob zraven dati. Zato, ker zelenjave pa maščobe, zelenjave pa maščobe bojo upočasnile prebavo in ti lahko delajo pol prebavne težave, pa mogoče niti ne boš absorbiral vseh teh hidratov, da jih boš lahko za trening porabil. Primer tak bi lahko bil, recimo tam ene med 150 pa 200 gramov makaronov, to je suha masa, zraven nek za eno dlan velik zrezek piščanca, pa mogoče neka majhna skleda solate ali pa neke narezane bučke, paprika, paradajz. Normalen obrok, zares, samo več hidratov. Pol, eni radi še kakšno urco pred treningom pojejo še nekaj, za nek dodaten boost, ali je to pest haribojev,
ali je to 3 deci sadnega jogurta, ali so to neki sladki kosmiči, toast z marmelado, kaj takega. To ni obvezen, ampak Že kakšne te hude intervale je že Za kar hude, ja, ampak zna biti kar nuja. za cono 2 pa mogoče niti ne. No. Ja. Odvisen, koliko si prej jedel več. Tako, ja, to je res, to je res. Tako. Vmes ti začneš goniti, imaš 2 uri. Če je nek tak lahek do srednje intenziven trening do 2 urci, je tam nekje 45-60 gramov hidratov na uro treninga. Za 2 uri to pomeni 90 do 120 gramov. Zdaj spet, manj kot si prej pojedel ogljikovih hidratov, več moraš vmes tudi pojesti. Moraš filati Tako sploh. da scenarij tukaj je več možen. Ja, 45 do 60 gramov. Za 2 uri, cona 2 treninga, ne rabiš 90 gramov hidratov. Ja. Ne rabiš 120 gramov, ne. 30 bo verjetno premalo, 45 do 60 je pa tisti nek sweet spot. Sweet spot, tako, tisti, kar iščemo. Yes. Ljudje velikokrat sprašujejo, kva zdaj vmes, ko sem na kolesu, a jest, a se ustaviti nekje na makaronih, a si narediti doma jabolk. neke vsene ploščice, jabolk, ali jest gele, pa izotonike, pa tako naprej. Ne. Zdaj, tele specializirani športni produkti so full fine, ker so res, res praktični. A veš, to imaš doma na zalogi, vzameš, popakaš, hvala lepa in to je to. Spiješ vmes in to je to hitro. Tako. Ja. Tudi zato je tako pakiran v bistvu, zato da imaš to go. Da je priročno. Tako. Zdaj, še eno vprašanje pa je, kaj je zdaj boljše? A so boljši sladke pijače, ali so boljši geli, ali so boljši teli, ki jih moraš malo žvečati, ali so boljši gumi bomboni. Tlej tako. Najboljše je tisto, kar ti z veseljem poješ, pa tisto, kar je dobro, pa tisto, česar boš ti lahko zadosti pojedel. Ker eni lažje ful spijejo, enim so geli totalno nagravžni in jih pač videti ne morejo. Tako da tlej treba zadeve prilagoditi pa probati. Osebna preferenca, kle čisto Exactly. testirati, kva ti paše in tisti pol delaš. Ja, pa vseeno, ja, veš, če imaš ti 60 gramov hidratov na uro cilj, je vseeno, a jih popiješ 45, pa poješ še 15, ker to je skupaj približno 60, ne? Ali poješ 2 gela po 30, to nima veze. Ali pa če spiješ celega, pa Ali ima pa če to noter. Ja. Tako da tista končna številka je tisto, kar je najpomembnejše. No? Trening narediš, po treningu se pa priporoča načeloma čim prej pojesti nek tak regeneracijski obrok. Zato ga eni radi spijejo. Da si naredijo nek smoothie ali pa nek že vnaprej pripravljen shake. Ker je lažje tudi vase spraviti, če tako gledaš, sploh po kakšnemu hudemu treningu, to je res. Tako. Sploh unim, ki ne paše jesti veliko, je lažje tak obrok spiti. Recimo pol litra čokoladnega mleka, pa banana. To je vrhunski regeneracijski obrok zares. Ko pa je potem spet klele v tem razmerju hidrati pa beljakovine. Klej pa že malo več beljakovin verjetno tudi dodaš, ker je pol za regeneracijo mišic pa vsega smiselno. Tako. Fajn je dovolj beljakovin itak skozi cel dan jesti, da jih imaš stalno na voljo, da se telo regenerira. Je pa tako, da ni treba z beljakovinami zdaj pretiravati, ker če z beljakovinami pretiravamo, nam zmanjka prostora za hidrat. Načeloma za nek tak srednje intenziven trening se cilja takoj regeneracijski obrok pojesti tam okrog 0,8 grama hidratov na kilo, zame to pomeni 50-60 gramov hidratov. Takoj po treningu, pol pa v roku 1 do 2 ur še nek tak normalno sestavljen obrok, približno tako, kot je bil sestavljen pred tem, ko smo šli na trening. Ok, ja, štikam. To se sliši kompleksen, ampak ni. Ena parka to probaš in zadeva steče. Simpel je. Je pa treba probati, ne zgodi se to po nesreči. Ti ne boš po nesreči pojedel 90 gramov hidratov Moraš na uro. majčkeno časa noter vse glih vložiti pa premisliti, kva boš naredil tudi vnaprej. Tudi Tako. glede na trening, vedeti moraš, kakšen trening te čaka, koliko časa boš na kolesu, vse te zadeve pol prilagajaš sproti. Pa še to, kakšen trening temu sledi jutri ali pa pojutrišnjem. Tudi, ja. Vse to je fajn malo upoštevati, ampak sej, vse to tudi v tem tečaju bo, no, tako da Ful dobro. Jaz mislim, da res hudo tole. the best. Ja, takole, evo, Jernej je šel svojo pot, jaz grem pa tudi pred domu. Hvala ti, Jernej, še enkrat za tole. Jaz mislim, da je zadeva zelo zanimiva in da zna res priti prav vsem, ki tole gledajo. Zdaj moram pa narediti še trening. Blaž mi je napisal over-unders, tako da grem še majčkeno švicati.
trening sem preživel, cveten prah tudi, zdaj pa caj, da grem jest. Riž za hidrate, mlet porani meso za beljakovine, pa zelenava. Jaz mislim, da mi je kar dober ratelj. Čak, še tole. Coca-Cola Zero. Zakva? Zato, kam paše. Jaz mislim, da mi je kar dober ratelj. Tudi tale posnetek bo po moje zanimiv za vse. Vam bo to prav prišlo, kar bo Jernej objavil. Jaz bom dal link v opis tega videa. Prehrana je velik del športa in prav je, da imamo osnove porihtane. To je kar je, v bistvu, če nimaš osnov porihtanih, ne moreš graditi naprej. Tako da ja, poglejte si, jaz mislim, da bo ful dober. Hvala Jernej še enkrat za tole danes, ker je bilo res super. In ja, se vidimo, ne? Če te je bil video všeč, se naroči na kanal, pa se še gledamo. Ajde, Jeren, pa zagrem pa iskat in gledam v tale krožnik polhan. Se vidimo. Čau.